Kje naj začnem? Začeti je vedno najtežje. Kot rojstvo otroka. Toliko časa se pripravljamo na njegov prihod. Nato pa je začetek tako težak. Pa vendar smo ljudje tako naravnani, da prav trenutki prežeti z močnim čustvovanjem pustijo najgloblji vtis in najbolj ostanejo v spominu. Svojega rojstva se sam res ne spomnim in ne vem, koliko sem jokal. Tudi svojega prvega leta in še kakšnega naslednjega ne pomnim. Baje sem jokal v ritmu, imel dober glas in kilažo, ki je prav nasprotju z današnjo. Za oboje so zaslužni dobri starši. Najmočnejši vtisi so spomini doma in s kmetije starega očeta, ki me je prvi posadil na konja in mi privzgojil posebno ljubezen do živali. Čeprav si bila vsa opravila fizično delo ali narejena z različnimi pripomočki z vprežnimi konji, mi je bilo z njim užitek delati. Ob tem sem nevede izgubil občutek, da je fizično delo napor. No, tudi stara mama je bila zraven, ampak ona je bila bolj sitna, predvsem pri vkopavanju neskončno dolgih vrst krompirja. Še ena življenjska lekcija iz potrpljenja, vztrajnosti in doseganja cilja. Pomnim prve trenutke igre v vrtcu, ustvarjene v strohnelem deblu na igrišču vrtca in tovarišice Albince, ki nas je izzivala s tekmovanjem v teku, tekla z nami in vedno zmagala. Prva šola tekmovanja in prenašanja porazov. In takrat tudi šola vzdržljivosti v bolnici, ker brez mojega medvedka ni šlo. Obrazi učiteljev in kasneje profesorjev so se nasploh zelo močno zarezali v možganske brazde. Sedaj vem, kako močno so me nekateri zaznamovali. Tudi sošolci in vrstniki. Življenjski sopotniki, ki so me naredili vidnega. Čas šolanja, študija, čas ukvarjanja s tekmovalnim športom, čas ukvarjanja z glasbo. Zgodba o vzgoji, ki me je naredila močnega, vztrajnega, odgovornega, me stesala v prilagodljivega delavca in ki mi je izoblikovala načela poštenosti, enakosti, pravičnosti. Že takrat sem bil rad povsod zraven in bil ponosen, ko sem zmagoval ali bil opažen. In ne nujno v športu, tudi kot nosilec štafete mladosti, predsednik razreda, predstavnik mladine ali ko sem dobil oceno 5 prav tam, ker je nisem nikoli pričakoval. Resnično življenje, samostojno in brez zavetja staršev, je prišlo hitro. Zaposlitev in ustvarjanje družine sta zahtevali novo prilagajanje, drugačno življenje z nadgradnjami že osvojenih vrednot. Čas poznavanja novih krajev, mnogih ljudi, novih sodelavcev. Prebudila se je nova energija, vzklil nežni pedagoški eros, zgodila se je vzgoja tisočerih otrok in z njimi nešteto dogodkov. Bilo je delo, obveznosti, odgovornosti, igra in zabava. Postal sem mentor, nosilec sprememb, inovator, organizator, vodja. Sledile so potrditve in priznanja. Še vedno rad delam, urejam, organiziram, se igram z otroki, družim z vrstniki, kolegi na delovnem mestu, pri športu. Spoznavam nove otroke, njihove starše, delam z ljudmi, ki odločajo. Zgodba o načelih, ki se jih poskušam držati. Medsebojno razumevanje, pravičnost, pogovor, načrtovanje, osebna rast. Tudi smeh, sproščenost, zadovoljstvo, stremljenje k cilju, ki je dosegljiv. Berem ustavo, zakone, belo knjigo, strokovno literaturo, učiteljske članke, zraven še knjige, strokovne revije, časopise. Uravnavam delo v vrtcu, v šoli, skrbim za finance, za denarno vzdržnost, razporejam sredstva. Postal sem motiviran vodja, ki verjame vase in z zadovoljstvom gledam na rezultate svojega dela. Še vedno je nekje v meni otrok. Drugače niti ne more biti. Spremljam otroke, živim z njimi, jih opazujem, igram se z njihovimi igračami, se jim prilagajam, poskušam razumeti njihove težave in preprečujem zahajanje v najstniške konflikte. Čutim se kot dosledni vzgojitelj,
ki deli vrsto odpustkov in pohvali uspehe, pa vendar vztraja na poti učenja in dosledne vzgoje, ki jo vidim za otroke kot najboljša možna izbira. Še vedno iščem optimalne načine učenja, poskušam razumeti delovanje teh procesov, podpiram novosti, organiziram izobraževanja za kolege, starše in lokalno okolje. Čutim, da še zmorem sodelovati, prenašati težo zahtev časa, ki s svojim napredkom intenzivno tišči v šolski prostor. Še vedno plapola energija, zavedanje, da lahko dam kolegom impulze razumevanja in podpore. Še vedno zmorem najti vzvode za stalno motivacijo, interes za lastno strokovno rast in ob uspehih odkrito začutim trenutke zadoščenja. Izkušenost, ki se je brusila v letih pedagoškega vodenja, je preprosto dozorela.